Pozdravljeni! V okviru letošnjega praznika Krajevne skupnosti Ormož bo potekala tudi slavnostna akademija ob 150-letnici 8. slovenskega tabora. Potek slovesnosti so organizatorji predstavili na tiskovni konferenci. Taborsko gibanje je bilo slovensko politično gibanje v obdobju od 1868 do 1871. Zaznamovala so ga predvsem množična zborovanja na prostem, kjer so zavedni Slovenci izražali podporo jezikovni enakopravnosti in zedinjeni Sloveniji. Na koncu so zahteve zapisali v resoluciji, ki je večkrat vsebovala tudi lokalne zahteve. Prvi tabor je bil leta 1868 v Ljutomeru, v Ormožu pa je potekal 8. takšen tabor, in sicer leto dni kasneje. Ta tabor je bil zelo pomemben za Ormož, kajti Ormož je bil v takratnem času že čisto nemškutarsko mesto. Vemo, da so nekje v prvi polovici 19. stoletja se v Ormož začeli naseljevati nemški trgovci in obrtniki, tako da je v bistvu Ormož bilo nemško mesto, okolica je bila slovenska. In vsa dogajanja, ki so potekala pod okriljem tega slovenskega prebivalstva, so potekala na obrobju mesta, predvsem na Hardeku, kjer se je zbiralo to slovensko prebivalstvo, predvsem ob nedeljah, ko so organizirali razne veselice. In pa pomemben dogodek je bil tudi leta 1848, ko so na cerkveni zvon izobesili slovensko zastavo. No, pod nekako vplivom tega tabora v Ljutomeru so potem ormoški narodnjaki začeli razmišljati o tem taboru v Ormožu. Uspelo jim ga je organizirati. Vemo, da je zelo velika številka bila na tem taboru, nekateri govorijo o 7.000, nekateri o 9.000 udeležencih. Prišli so tako iz ptujskega, središkega območja, potem iz sosednje Hrvaške. Takrat še mosta čez Dravo ni bilo, zato moramo vedeti, kako veliko pot so Varaždinci prehodili in pa prevozili z kočijami, z vozovi, da so prišli v Ormož. In tudi reklama je torej morala biti za takratni čas zelo velika, glede na to, koliko ljudi je prišlo. Danes vemo, da zelo težko privabimo 50 ali pa 100 ljudi na neko prireditev, čeprav vemo, da je tudi reklama zelo močna, no, in takrat so potem uspeli privabiti toliko ljudi, pa še to, da niso samo na tisti dan bili v Ormožu, torej ne samo 8. avgusta, ampak so že en teden prej prišli in se potem nekako do 10. avgusta zadržali v Ormožu. To pa vemo potem, da je železnica od 1. do 10. avgusta nudila cenejše karte za vlak, kar so seveda tudi ljudje takrat izkoristili, da jih je potem tudi zelo veliko prišlo z vlakom v Ormož. No, in Slovenci, torej ti slovenski narodnjaki na območju Hardeka in okolice, torej teh okoliških vasi so organizirali ta tabor, nemškutarji, torej nemški Ormožani, pa so potem kot odgovor na to odšli v Celje, kjer so organizirali svoj tabor oziroma svoje srečanje. In torej se vidi, da je res ta narodna zavest v Ormožu bila zelo močna, da so uspeli na nek način tudi izgnati za tisti dan ali pa za mogoče za še kar nekaj dni tudi Ormožane iz mesta. No, in rezultat tega tabora je bil prav most, ki so ga zgradili potem čez nekaj let čez reko Dravo. Ustanovili so ormoško osnovno šolo, torej slovensko šolo na Hardeku, posojilnica in hranilnica sta bila ustanovljeni in pa seveda kot slovenski jezik se je začel potem uporabljati tudi v urade. Letos tako praznujemo 150 let tabora v Ormožu, spomin na ta dogodek pa je tako zelo pomemben. Ja, zdaj seveda 150 let je ena takšna obletnica, ki si zasluži posebno pozornost, ki si zasluži posebno angažiranje, se pravi, da skozi dogodek prikažemo, kaj se je takrat dogajalo. Tako kot vedno rad povem, Ormož ima zelo bogato zgodovino, del zgodovine, zelo pomembne zgodovine, pa je tudi ta tabor, ki se je že, tako kot je bilo omenjeno, takrat zgodil. Zdaj ob tem se je potrebno
zahvaliti muzeju in pa vsem tistim, ki sodelujejo pri tem dogodku. Obiskovalno nas bo namreč tudi na tem dogodku predsednik države, gospod Borut Pahor, kar še daje posebno noto k temu, da tudi Slovenija kot država daje pomembnost temu našemu ormoškemu taboru. Čaka nas pester program, čaka nas pester dan. Jaz verjamem, da bomo skozi ta dogodek skupaj zbrali vso to zgodbo. Jaz verjamem, da bomo skupaj z ljudmi, ki imajo karkoli o tej zgodbi zapovedati oziroma o tej naši prelepi zgodovini zapovedati, verjamem, da se bomo združili in prav lepo skozi ta dogodek, skozi formalni in neformalni del, se pravi, podružili. Dogodek pripravlja Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož v sodelovanju s občino Ormož, ki bo prispevala tudi k finančnemu strošku. Scenarij za dogodek pripravlja vodja Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož enota v Ormožu Nevenka Korpič, ki je v mesecu juniju na temo Slovenski tabor v Ormožu tudi že pripravila razstavo, ki bo še do 30. septembra na ogled v Beli dvorani grajske pristave. Tako Korpičeva predstavi tudi potek slavnostne akademije. Jaz bi želela poudariti predvsem to, da je, kot je že gospod župan povedal, je častni pokrovitelj te prireditve Borut Pahor, predsednik države, ki bo tudi slavnostni govornik. Torej ima tudi ta proslava oziroma naša slavnostna akademija državni pomen. Prireditev se bo začela odvijati ob 17. uri. In sicer z prihodom praporščakov se bo ta prireditev začela. Želela bi poudariti, da bodo praporščaki predstavniki vseh ormoških gasilskih društev, torej iz Ormoške gasilske zveze, Središke in Tomaževske, potem predstavniki veteranskih organizacij, borčevske organizacije, lovske zveze, seveda pa smo povabili v goste tudi sosede iz sosednje Hrvaške, kajti vemo, da so pred 150 leti dobršen del tega tabora bili predstavniki tudi iz sosednje Hrvaške. Na to seveda se bo vse skupaj začelo za to slavnostno akademijo, v kateri bodo sodelovali predstavniki naših kulturnih društev in pa kot recitator Vlado Novak, gledališki igralec, ki bo recitiral govore takratnih govornikov, predvsem Božidarja Rajića, in pa besedila prleških pisateljev, pesnikov, tako da bomo začutili tudi dobršen utrip naše Prlekije in našega območja. Sestavni del proslave bo tudi ormoška pihalna godba oziroma godba na pihala glasbene šole Ormož. Vse skupaj se bo pa potem na koncu zaključilo z pogostitvijo pred grajsko pristavo. Omeniti pa velja to gradivo, ki smo ga tudi pripravili, gre za spominsko gradivo, ki ima res zelo velik pomen, saj smo izdali priložnostne znamke, dopisnice, kuverte, štampilko in pa tudi spominsko značko. Vse to bo moč dobiti na prireditvi, torej pred in po prireditvi, in sicer bo pošta, Ormoška pošta imela tukaj v grajski pristavi tudi ta dan, torej popoldan med 16. in 20. uro odprto okno, tako da bo na tem okencu moč si narediti komplet in isti trenutek potem vse to te dopisnice tudi odposlati, kar bo seveda tudi zelo velik ima zelo velik tudi spominski pomen. In res to spominsko gradivo se izdaja le ob tako velikih slovesnostih in pa dogodkih, kot je obeležitev našega ormoškega tabora. Vreme na taboru pred 150 leti ni bilo naklonjeno, saj je deževalo. Kljub temu so zborovalci bili veselih in slavnostnih obrazov, kakor jih Ormož do takrat najbrž ni videl. Piše v kroniki mesta Ormož, ki jo hranijo v zgodovinskem arhivu na Ptuju. Upajmo, da pa bo po 150 letih 7. septembra sončno, povrh pa še veliko veselih in slavnostnih obrazov. Krajevna skupnost Ivanjkovci pa že praznuje.
Z dogodki v okviru svojega krajevnega praznika so pričeli že v začetku avgusta in jih bodo zaključili 14. septembra. Kaj vse še pripravljajo, so predstavili na tiskovni konferenci. Krajevna skupnost Ivanjkovci v teh dneh praznuje svoj tradicionalni krajevni praznik. Kot običajno se v praznovanje vključujejo vsa domača društva in aktivi. Tako so letos v okvir prireditev vključili kar 16 dogajanj. Vsa dogajanja, ki potekajo od 9. avgusta do 12. septembra, so predstavili na tiskovni konferenci. Anton Zadravec, predsednik krajevne skupnosti Ivanjkovci, Jelka Pintarič, tajnica lovske družine Ivanjkovci in Marija Kernl iz kulturnega društva Ivanjkovci. V tem času je polovica prireditev že za nami, a dogodki, načrtovani za september, še vabijo. Že v nedeljo 1. septembra vabijo na glasbeno-humoristično veselo popoldne, ki ga z gosti iz Solkana pripravlja domače kulturno društvo. Pevski zbor, zelo kvaliteten, mislim, da bo 3 pesmi zapel. Oni imajo že 40-letno, se pravi, kariero. Potem dramska skupina njihova bo izvedla tudi komedijo Europark, zelo zanimivo. Nastopile bodo pa tudi kitaristke, in sicer 12 jih bo, zelo kvalitetne, se pravi, so daleč že nastopale, imajo že 40 nastopov za sabo in zelo, zelo jih je fajn poslušati, malo za solze, malo za smeh. Zaključili bomo mi domači, in sicer ljudski godci, prleška generacija. Se pravi, to se bo nekje uvedlo, potem za bolj sproščeni zaključek, da tudi gostje imajo nekaj od tega našega druženja. Dalje bomo videli. Sledi otvoritev prizidka vrtca v Ivanjkovci, katera bo potekala 2. septembra ob 9. uri na zelenici pri vrtcu v Ivanjkovci. Celotno prireditev organizira osnovna šola v Ivanjkovci. Naše krajane naprošam, da se udeležijo te prireditve, saj to pomeni dejansko zaključek projekta, ki je trajal kar čez 2 mandata. Obenem pa bomo s tem zadovoljili tudi kriterije, katere od nas zahtevajo zakoni o vrtcih. Naši člani bodo sedaj lahko tudi v novih prostorih in bodo imeli dejansko vse tisto, kar imajo drugi otroci, in zadovoljivo kvaliteto in tudi kvadraturo, katero potrebujejo za normalno delovanje. Potem naslednja prireditev bo tekmovanje v Pikadu. To organizira Društvo upokojencev iz Ivanjkovec v četrtek, 5. septembra v Ivanjkovcih. Prireditev se začne ob 9. uri. Za vse informacije in prijavo ekip je odgovorna Mira Kelemina. Sledila bo osrednja proslava o krajevnem prazniku krajevne skupnosti Ivanjkovci v letu 2019. V petek, 6. septembra ob 19. uri v Domu kulture v Ivanjkovcih. Najprej bomo imeli krajši kulturni program, sledila bo podelitev priznanj in plakete oziroma častne krajanke za krajevno skupnost Ivanjkovci za leto 2019. Potem bo sledilo prosto pogostitev in seveda druženje vseh krajanov. Upam, da se te proslave udeležite v čim večjem številu, vse to pomeni eno leto našega sodelovanja, naših uspehov in naših želja. S tem želimo tudi dejansko zaključiti prvo leto našega novega mandata in vam na nek način predstaviti, kaj smo naredili in kaj se je dogajalo v tem letu. Naslednja prireditev, obeležitev 100. obletnici smrti dr. Franca Simonič, bo v četrtek 12. septembra ob 17. uri v krajevni knjižnici v Ivanjkovci. Za informacije sta na razpolago knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož in pa krajevna knjižnica iz Ivanjkovec. Vabljeni. Potem naslednja prireditev je Gibajmo se skupaj.
poteka na športnih igriščih v Venkovci v organizaciji Osnovne šole Venkovci in z podporo zdravstvenega doma in njegovimi programi preventive. Prireditev je v petek, prične se ob 13. uri, vabljene so vse generacije, da se malo razgibamo in tudi nekaj naredimo za svoje zdravje. Kot zadnja prireditev v programu bo srečanje starejših krajanov v soboto 14. septembra v Domu kulture v Venkovcih. Prireditev se bo pričela ob 10. uri, potem se bomo do 11. ure zbirali, ob 11. uri bo krajši kulturni program in seveda pogostitev za vse člane. Za vse informacije na razpolago Anton Zadravec. In na koncu še spoštovani krajani, obiskovalci in gostje. Vljudno vas vabimo, da se ob prazniku naše krajevne skupnosti v čim večjem številu udeležite vseh teh prireditev in s tem pokažete našim organizatorjem, kateri so se zelo potrudili, neko zahvalo. Pridite z nami, nam bo lepo, zato dobrodošli. Tako kot je to v Venkovcih navada, so vse prireditve dobro obiskane. Ne samo domačini, tudi gostje se radi odzovejo. Še vsako leto se namreč najde za vsakogar nekaj. V krajevni skupnosti Ivankovci so tako v okviru svojega praznika tudi letos pripravili praznik trgatve. Postavili klopotec, kuhali juhe in tako kot vsako drugo leto okronali vinsko kraljico Jeruzalemsko-Ormoških goric. Praznik trgatve Turistično-kulturno društvo Ivankovci tradicionalno prireja na veliko mašo 15. avgusta, ko običajno povsod naokoli postavljajo klopoce. Sončen praznični dan je tako na Jeruzalemsko-Ormoške griče zvabil številne goste od blizu in daleč. Številni pa so se ustavili tudi v Cerovcu Stanka Vraza, ob njegovi domačiji oziroma pri kapelici za hišo. Običajno so praznik trgatve prirejali na Svetinjah, že lani pa so lokacijo prireditve zamenjali, kar seveda obiskovalcev ne moti. Se je lokacija prijela, saj na vsaki strani imamo gorice, pravzaprav vidimo tudi Jeruzalem, Svetenje, Malek, na tisti drugi strani vidimo Pohorje, vse vidimo. In čigavo je to zemljišče pravzaprav? Kdo vam je to tako prijazno odstopil Turistično-kulturnemu društvu? Ja, našemu društvu je to prostovoljno odstopil domačin Stanko, Zlatko Vraz. Na Vrazovi domačiji živijo one. In smo ga nekako tako prepričali, nismo ga niti rabili prepričevati. Je takoj rekel, seveda, da vam vstopim, saj smo pa vendar domačini in si pomagamo. Tako da moram priznati, da smo si tukaj v Cerovcu zelo priskočili na pomoč pri takšni zadevi. Lokacija je torej res odlična, odličen pa je tudi obisk, ne? Se kar pridejo ljudje, ne? Je to ponavadi tako? Ja, tudi lani je bilo kar veliko ljudi, proti pričakovanji pravzaprav in tudi letos smo kar zadovoljni z obiskom. No? Ja. Vse skupaj se je začelo s praznično mašo, ki jo je daroval svetinski župnik Jožef Rajner. Marijino vnebovzetje, veliki šmaren ali velika maša je najstarejši Marijin praznik. Kristjani so ga obhajali že v 5. stoletju in predstavlja spomin na dan, ko je Marija zaključila svoje zemeljsko življenje. In v tem smislu je tudi potekala maša ob vaški kapelici. Uradni del prireditve je bil takoj po zaključeni maši. V pozdrav zbranim je zaigrala ljudska godba Ivankovci. Sledili so pozdravni nagovori. Najprej je zbrane pozdravil predsednik Turistično-kulturnega društva Ivankovci Mihael Črešnjevec, ki je vsem izrekel dobrodošlico in zaželel dobro počutje sredi Jeruzalemsko-Ormoških goric.
Nato je spregovoril župan občine Ormož Danijel Vrhnjak, ki je spomnil na pomen takšnih druženj in sodelovanje med krajani, kar vedno v smislu lepo urejenih domačih krajev prinese pozitivne rezultate. Zbrane je pozdravil tudi predsednik krajevne skupnosti Ivanjkovci Anton Zadravec, ki pa je spregovoril o kulturi pitja oziroma o vinogradništvu in vinu, ki pač tot okrog predstavlja način življenja. Višek dogajanja pa je bilo kronanje 4. vinske kraljice Jeruzalemsko-Ormoških goric. Kronanje je spremljalo 6 kraljic slovenskega vinskega kraljestva, ki jih je gostila dosedanja vinska kraljica Jeruzalemsko-Ormoških goric Katja Kolarič. Zraven so bile ljutomerska vinska kraljica Tjaša Kovačič, vinska kraljica Društva vinogradnikov Mala nedelja Danijela Kosi, vinska kraljica Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric Katja Klobasa, 6. kogovska vinska kraljica Nives Plemenič, 5. kogovska vinska kraljica Anja Kocjan in svečinska vinska kraljica Jožica Gornik. Po ganljivih poslovilnih besedah je Katja Kolarič krono predala Evi Leskovar, 20-letni domačinki, študentki Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, smer vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo, ki prihaja iz vinogradniške kmetije Leskovar. Krono sta ji nadela predsednik Turistično-kulturnega društva Ivanjkovci Mihael Črešnjevec in župan občine Ormož Danijel Vrhnjak. Nova 4. vinska kraljica pove, da je na titulo zelo ponosna. Zelo sem vesela, saj bom tako še nadgradila svoje znanje, spoznala še bolj svoj domači kraj, saj zdaj sem dokaj odtujena, ker študiram v Mariboru, sedaj pa mislim, da bom spet bolj povezana z domačim krajem. Svoje kraljičino vino, ki predstavlja šipon, je Eva poimenovala po svojem dedku Viktorju, kar seveda ni slučajno. Bi se lahko reklo, da vam je prav dedek privzgojil ljubezen do vinogradništva? Mogoče bi lahko rekla tudi, da mi je dedek, ampak še bolj pa, ko sem videla, kako se oče trudi, da želi za mene narediti nekšno prihodnost, nekšno odrivno desko, pa še mi je to bolj zraslo k srcu, da vidim, kako se nekdo trudi, ker vem, da se trudi za mene, da bo meni lažje v življenju, ker njemu trenutno ni, koliko mora delati, meni pa to vse dela, da bo meni takrat enkrat lažje. No in kaj bo sedaj vaš naslednji korak? Sedaj, ne vem, želim se promovirati, želim delati dogodke, želim, da bi se vinogradniki med seboj bolj povezali, da bi bili kot eno, da bi se večkrat kje srečali, dali nasvete en drugemu in upam, da bom jih jaz uspela povezati, če se sami niso mogli. Ponosni oče, vinogradnik Igor Leskovar pove, da je Eva ljubezen do vinogradništva kazala že od malih nog. Ja, Eva je res že ko je hodila v osnovno šolo tam, že v 4. razredu, ko smo jo vprašali, če kaj razmišlja za naprej, nikoli nismo vplivali, ker se bavimo z kmetijstvom, da bi ona mogla biti kot naslednik naš, kaj bo pač čas prinesel, smo si mislili, ampak ona je v šoli vedno rekla, jaz bom kmet. Sem rekel, Eva, kmet, mi smo vinogradniki, ne. In ona je pol to dedek jo je kar navdušil, pa ko je šlo naprej, pa zdaj mi se je odločila in trdno je ona prepričana, mi pa imamo veliko upanje, da bo sigurno nadaljevala našo pot. No tudi vino, svoje kraljičino vino je poimenovala po dedeku, ki je na nek način bil začetnik torej vašega udejstvovanja v vinogradništvu. Ste to vi kaj jo nagovorili ali je sama prišla do tega? Ne, Eva preseneča, nikoli ne, dejansko je moj ata, njeni dedek začel leta 65-67, da je posadil prvi hektar vinograda in dejansko je to bila sorta šipon. S tem je on začel našo vinogradništvo, normalno še v službe. Takrat se je iz tega začelo rojevati in smo prišli nadaljevati, dokupovali, tako da smo zdaj prišli do teh 15 hektarov in Eva je sama presenetila, je rekla, da bo imela svojo vino kot šipon, ker imamo še ostale sorte. Me je tu presenetilo, najbolj me je pa dejansko, da hoče nadaljevati nekako
dedekovo zgodbo in da je poimenovala po njem, po Viktoru, da bo to sicer že Viktor kot neki zmaga, smo najprej mislili. Tako da je dejansko vse zraslo v njeni glavi. No. Verjeti je, da bo Eva Leskovar naloge vinske kraljice odlično upravljala. Danes sta ji 2 leti, ki pa hitro mineta, pa je povedala sedaj že bivša vinska kraljica Jeruzalemsko-Ormoških goric Katja Kolarič, ki svojih občutkov takoj po predaji krone ni mogla natančno opredeliti. Ja, občutki so zelo mešane. Po eni strani že komaj čakaš, da daš priložnost še drugim dogodivščinam. Vseeno pa je nekako težko pri srcu, vseeno smo s kraljicami navezali res dobre prijateljske odnose, prepotovali skoraj celo Slovenijo in res uživali v našem poslanstvu. No, lepo je bilo povedano, da so ti krono sicer z glave vzeli, ampak v srcu ti je krona ostala, ne? To pomeni, da boš najbrž ostala v tem duhu in v tem okolju pristna, kot si bila do sedaj. Vsekakor to me spremlja že celo življenje in res pač kar je v srcu, bo tam tudi ostalo. No in kateri dogodek recimo ti je tako najbolj ostal v spominu? Povedala si, da jih je bilo kar 100, ne? Bilo jih je res skoraj 100. Vsak dogodek je po svoje poseben. Poseben je občutek, ko gostiš kraljice pri sebi v naših krajih in mislim, da sem to tudi dokaj dobro pokazala in razkazala naše kraje, naše vinogradnike, da so poskušale naša vina. Vsekakor pa je bilo lepo tudi vsepovsod, kamor sem se podala. Bila sem res od Gornje Radgone do Metlike, pa prejšnjo soboto tudi na Krasu. Kmalu po kronanju nove vinske kraljice pa je napočil čas za postavitev klopoca. Šlo je še za eno pomembno dejanje, ki so mu zbrani z zanimanjem sledili. Tudi klopotec je blagoslovil domači župnik Jože Rajner. Naj le dobro služi svojemu namenu, je dejal ob blagoslovu. Postavitev klopoca je v bistvu težaško delo. Običajno ga zaupajo močnim in hrabrim fantom. Letos sta glavno vlogo pri postavitvi klopoca imela mlada člana Turistično-kulturnega društva Ivanjkovci Žiga Potočnik in Niko Veber. Glede na odlično vzpodbudo stal, jima je delo šlo dobro od rok. Med dogajanji v Cerovcu pa je bilo še tradicionalno tekmovanje v kuhanju juh. Marljive skupine so s kuho začele že pred 10. uro, tako da je takrat, ko je zaklopotal klopotec, vse naokrog tudi že prijetno dišalo. Letos so tekmovalne skupine kuhale juhe po želji. Tu pa so razne vrste juh, ki se kuhajo iz kotla. Koliko sem tako zasledil, kuhajo vampe, kisle juhe, bograč, gulaš in takšne zadeve. Na žlico. Se pravi po želji. In koliko skupin je in kdo so te skupine? Prijavljenih je bilo 12 skupin, tudi 12 skupin se je sedaj ob 10. tukaj pojavilo. So pa iz Cerovca, Cerovski kleščmani 1, Cerovski kleščmani 2, Vrazovi, mislim, da so žedni Cerovčari ali nekaj takšnega, oziroma imajo na majicah napisano, kaj boš gnes, vampe. Potem so prostovoljno gasilsko društvo Mekotnjak Stara cesta, prostovoljno gasilsko društvo Ključarovci pri Ormožu, potem so društvo Kihača, društvo Kmečkih žena Ormož, potem še imamo veseljake iz Lendave, imamo še Kozara, to so iz Žerovinec, tudi prostovoljno gasilsko društvo Žerovinci in pa trio Fram, to so pa iz Veličan, tudi sosedje. Mislim, da sem vse naštel, upam, no? Najbrž bo kakšna komisija poskušala te juhe, ne? Ja, komisija, v kateri so 3 člani, to pa so Marta Gregorc, Milica Bombek in pa Tomaž Novak. In kakšne bodo nagrade? Nagrade pa so takšne lesene, lahko rečem. Vsako leto nam prijazno iz
pa en samostojni podjetnik Brkotisk iz Svetega Tomaža nam naredi priznanja v papirnati obliki in pa v leceni obliki, tako da simbolično. Ne glede na ocene komisije so na koncu ostali lonci prazni. Po uradnem delu je sledilo še veselo druženje ob zvokih domačega ansambla Legende in seveda ob zvokih klopoca, ki ga je veter kar kmalu zagnal, novim jesenskim dogodivščinam med vinogradi nasproti. Je možno te lepe dogodke oziroma sloves teh lepih dogodkov na kakšen način ponesti v Ljubljano, v parlament? Ja, ti dogodki vedno ostanejo v srcu, tako da jih poneseš kamorkoli greš. Res sem vesela, tudi lansko leto sem bila na tem dogodku, Cerovec so čudovito uredili, tudi posadili potomkov najstarejše trte. Se pravi, zdaj so okronali novo vinsko kraljico, ki verjamem, da bo res uspešno promovirala naše vino in naše kraje, tudi našo novo blagovno znamko Jeruzalem Slovenija. Ob tej priložnosti bi se pa res želela zahvaliti dosedanji vinski kraljici, gospe Katji Kolarič ali gospodični Katji Kolarič, ki moram reči, po mojem občutku je res uspešno promovirala našo vino in kraje. Jaz sem jo posrečevala na vseh dogodkih, kjer sem sama bila, tako da, kot je sama rekla, jih je bilo skoraj 100. Vem, da je bila aktivna in enako aktivnost želim tudi novo kronani vinski kraljici, gospodični Evi Leskovar. Med številnimi gosti od vsepovsod je razen poslanke Žnidaričeve prisoten bil tudi državni svetnik Branko Šumenjak. Prisotne so bile tudi predstavnice prijateljske udruge građana iz kraja Margečan. Niso pa manjkali tudi vinski vitezi viteškega omizja Ptuj-Ormož, predstavniki javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož ter mnogi drugi poznavalci in vinski strokovnjaki. Lepo obnovljene vaške kapelice so najbrž tudi zrcalo nekega kraja oziroma občine. Ena izmed lepo obnovljenih odslej stoji tudi v Usluševcih. V Usluševcih so drugo soboto v avgustu pripravili blagoslov obnovljene kapele, bolj znane pod imenom Komahejeva kapela, ki stoji ob hiši družine Kokol, po domače Komahejevih, v Usluševcih 22. Kapelica ima dolgo zgodovino, saj bi naj bila zgrajena davnega 1895. leta in sicer v zahvalo, ker se ob nesreči pri prevozu mošta s konjsko vprego ljudem ni nič hujšega zgodilo. V nesreči je poginila le ena kobila. Po ustnem izročilu bi naj kapelo dal postaviti Jožef Kovačec, takratni lastnik Komahejeve domačije. Zbrane je uvodoma pozdravil Rudi Kokol, potomec Komahejevih. Med drugim je povedal: Dogodki zaznamujejo naša življenja in v nas puščajo različne spomine, sledi. Eden izmed teh dogodkov je tudi danes, ko se je našemu očetu uresničila dolgoletna želja, da ponosno stoji ob obnovljeni Komahejevi kapeli, katero so zgradili naši predniki in je že dolga leta ponos nam domačim in bližnjim vaščanom. Današnji dogodek je še eden med mnogimi, katerim je priča ta kapela. Bili so lepi in bili so tudi zelo težki. Še posebej v težkih trenutkih so ljudje iskali uteho pri Sveti Mariji, kateri je posvečena kapela. Že samo bežen pogled na kip Svete Marije in verno srce sta naredila marsikateri korak lažji, marsikateri trenutek trpljenja krajši, marsikatero upanje ostalo in živelo naprej. Upanje je tisto, kar nas žene naprej in polni upanja želimo, da bo kapela priča lepim dogodkom in ne težkim burnim časom, kot je bilo v preteklosti. Žal zaradi burnih časov, katere je prestala kapela, ni ohranjenega natančnega datuma njene postavitve. Vendar pa je z njeno postavitvijo povezana anekdota, da je bila postavljena kot zahvala vernih ljudi Bogu in Mariji, da sta jih obvarovala v težki in na videz neizhodni situaciji pred najhujšim. Po ustnem izročilu bi naj kapelo dal postaviti Jožef Kovačec, takratni lastnik Komahejeve domačije pred več kot 120 leti. Vsa ta leta kapela nemo izraža,
da v teh krajih živijo verni, delovni in ponosni ljudje, katerim ni vseeno za kraj in so ljudi. To se je pokazalo tudi ob obnovi kapele, saj je očetovim željam prisluhnila občina Ormož in nesebično naredila celotno obnovo kapele, katere nam bo še v ponos naprej. Vero in nesebičnost ste pokazali tudi sorodniki in sovaščani, saj ste brez izjeme vsi želeli dodati svoj kamenček pri današnjem blagoslovu Komahejeve kapele in pripomogli k današnjem dogodku. Občina Ormož je za obnovo kapele v Sluševcih prispevala blizu 9.000 evrov, in sicer iz sredstev, ki so jih za obnovo vaških kapelic tako v Sluševcih kot v Ritmerku, Podgorcih, Mihovcih in v Cvetkovcih iz proračuna namenili v zadnjih 3 letih. Blagoslov Komahejeve kapele v Sluševcih je opravil dekan Jožef Šipoš, sicer dolgoletni župnik v Podgorcih in častni občan občine Ormož. Zapeli so domači pevci in, kot je v Sluševcih navada, je k organizaciji slovesnosti pristopila cela vas. Skupaj so poskrbeli za pogostitev in za še eno prijetno druženje. Med 20. in 24. avgustom so se pesnice in pesniki iz 15 držav sveta tradicionalno srečali na festivalu poezije in vina, ki je razen na Ptuju potekal še v 18 drugih krajih po Sloveniji. Minuli četrtek smo ga doživeli tudi v Ormožu. Edinstveni pesniški festival v tem delu Evrope, ki ga organizira Zavod za založniško dejavnost Beletrina, že več kot 20 let uspešno združuje pesniško besedo in promocijo najkakovostnejših slovenskih vin. Je vsako leto programsko razkošnejši. Letos je festival praznoval 10. obletnico, kar ga prirejajo na Ptuju, in je gostil kar 20 mednarodno uveljavljenih pesnic in pesnikov z celega sveta. Delček festivala smo tako bili deležni tudi v Ormožu. Predstavila sta se hrvaški pesnik Goran Čolak-Hodžić in nemški pesnik Jan Wagner. 2 pesnika ste pripeljali, je to slučajen izbor ali je to po kakšnem ključu? Zdaj, pesniki vsako leto izbereta 2 kuratorja. In potem kasnejše izbore pa se dela na podlagi tega, se mi zdi mogoče malce naključno, malce pa potem, pač vsak pesnik ima svoj način pripovedovanja svoje zgodbe, svoje poezije in potem kako ta sovpada s krajem, s prostorom, v katero gre prebrati svojo poezijo. Tako da malo vsega. In jaz mislim, da je prav, da se pridejo pesniki predstaviti tudi za enem takem večeru, tudi v Ormož, da vidijo Ormož, da vidijo te naše kraje. Včasih so imeli tudi literarne delavnice, prevajalske delavnice na Svetinjah in tako, da so spoznali naš okoliš. No, mi pa vsako leto seveda z veseljem gostimo v Ormoški knjižnici. Do danes sta tukaj hrvaški in nemški pesnik. Ste to vi sami izbrali ali je to na kakšen način določeno? Goste, kateri bodo gosti, se ponavadi dogovorimo z založbo Beletrina. Zdaj hrvaškega pri nas še, mislim, da v zadnjem času nismo gostili. Nemške pesnice smo gostili že. V glavnem se pa ti pesniki, ki gostujejo na Ptuju, porazdelijo tudi v okoliških krajih, ker ta festival se je kar nekaj mest slovenskih v prejšnjih letih, predvsem pa v tem letu, preselil in pripravijo torej v manjših krajih tudi tako pesniško branje. Berejo ponavadi v svojem, torej pesniki v svojem maternem jeziku, tako kot so tudi zapisane njihove pesmi, sledi pa potem prevod v slovenščino. No, glede na to, da je to festival poezije in vina, kakšno vino se bo pilo nocoj? Seveda vedno tako pesniško branje spremlja tudi vinsko branje. Zdaj, kakšno se bo pilo v tem trenutku, pa ne ostane še skrivnost. Gotovo, da so izbrali najboljše, kar zori na Ormoškem in pogostili zbrane na vrtu Ormoške knjižnice. Oba pesnika mlajše, tako hrvaške kot nemške generacije pesnikov, sta prebrala vsak nekaj svojih pesmi in navdušila.
Gre za globoke osebno izpovedne pesmi s previdno prikritim svetoboljem, ki v obeh primerih poslušalcev niso pustile ravnodušnih. Morda nam je 29-letni hrvaški pesnik Goran Čolak-Hodžić bil nekoliko bližji, gre seveda za mlado balkansko dušo, katere svet nam je dovolj blizu, da smo ga dobro razumeli. Čolak-Hodžić je izdal do sedaj 2 zbirki pesmi. Pravi, da je na festivalu poezije in vina prvič. Na festivalu sam prvi puta, ali u Sloveniji naravno ne. Bio sam više puta u Sloveniji, čak ove godine u aprilu zbog jedne književne rezidencije sam boravio 2 tjedna u Ljubljani, tako da mi je ovo slovenska godina u književnom smislu. In kaj vam pomeni sodelovanje na takšnem festivalu? Pa svakako mi znači priliku da susretnem druge pjesnike, drugu poeziju iz drugih zemalja, drugih jezika, što mi je jako važno, baš zato što sam ja sam prevoditelj iz drugih jezika i to prevoditelj poezije. I uvijek imam dojam da drugi način izricanja poezije na drugom jeziku nekako i meni omogućava da razmišljam o svojoj poeziji na novi način. Osim toga, naravno, je i prilika da vidim nova mjesta, nove ljude i da upoznam jednu zemlju koja je toliko blizu naše, a koju uvijek možemo još dodatno otkriti. No, vi ste pjesnik mlađe generacije. Koliko se razlikuje, recimo, romunska, ne, z romunščine prevajate, pa z engleskoga, ne? Koliko se razlikuje, recimo, ta poezija mlađih generacija? Pa ja bih rekao da se razlikuje dosta u svakoj od tih zemalja, od te 3 zemlje. Opet s druge strane, teško je reći ponekad u suvremenoj poeziji postoje li nekakve važne škole pisanja, da li postoji jedan stil koji dominira ili ne. Mislim da su individualne poetike dosta jake, znači svatko zapravo ima nekakav svoj pristup, međutim povremeno se dogodi nekakav trenutak historijski u kojem se poklopi nekoliko knjiga u sličnom stilu, pa se tako recimo u Hrvatskoj sada nekako došlo do teme sela i prirode i rodbine i obitelji, možda malo više nego prije. I nekako je možda poezija više simbolična i nadrealistična nego što je to bila prije možda 10 godina. Dok u ovim drugim zemljama, Engleskoj, Rumunjskoj, čini mi se da je možda situacija malo dinamičnija, da možda postoji malo više struja i u svakom slučaju je teško je pratiti već i poeziju u samo jednoj svojoj zemlji, a kamoli u nekim većim zemljama kao što su Rumunjska i Engleska i uvijek čovjek zna samo onaj mali dijelić koji uspijeva nekako upratiti, a ostalo mu ostaje nažalost skriveno barem kroz neko vrijeme dok možda ne prođe puno godina i ne pročita puno više knjiga. 48-letni pesnik Jan Wagner prihaja iz Hamburga. Do sedaj je izdal 6 zbirk pesmi. Gre za večkrat nagrajenega pesnika mlajše generacije pesnikov v Nemčiji. Es ist eines der schönsten Festivals, die ich überhaupt kenne. To je eden lepših festivalov, kar jih poznam. In to predvsem zaradi prelepega okolja, ki že itak samo po sebi prevzame pesnika. Gedichte und gute Gespräche wie sonst nie. Also man hat innerhalb von einer Woche so einen intensiven Austausch, was Gedichte angeht. V tem enem tednu sem izmenjal toliko izkušenj, ki me kot pesniku dobro denejo. Spoznal sem veliko različnih pesnikov, ki jih prej sploh nisem poznal. Presenečen sem nad mnogimi novimi spoznanji, ki jih ti pesniki prinašajo iz različnih držav, od politične situacije v Grčiji, kaj se dogaja v Angliji in tako dalje. Die politische Situation in Griechenland, über das, was in England. Tako na enem prostoru dobiš en širši pregled nad ustvarjanjem pesnikov in pogled na splošno situacijo v Evropi. Poetischen Landschaft in den verschiedenen Ländern, aber auch von der Situation allgemein, zum Beispiel in Europa. Wagner pove, da je na festivalu Poezija in vino že 3. in da mu je vsaka udeležba zanimiva nova izkušnja. Nova izkušnja pa je za vse prisotne gotovo bilo tudi pesniško branje in možnost seznaniti se z novimi razsežnostmi pesništva v Evropi. Večer se je zaključil ob kozarčku rujnega
in o prijetnem klepetu v pesniškem vzdušju. V okviru prireditev Poletja na Kogu 2019 je sredi avgusta na Kogu v tamkajšnji osnovnošolski telovadnici potekal koncert kogovskih dečkov. Letošnji koncert so posvetili glasbi bratov Avsenik. Naj posod bo sonce, naj posod žari, veselje naj budi. Veselje, radost, srečo vam želimo, skupaj pozabimo na skrbi. Povsod naj sije sonce, kjer živimo, praznik vsak najlepše naj slavi. Povsod naj spremlja vas nedobra volja, dokler spet ne srečamo se vsi. Naj posod žari, veselje naj budi. Veselje, radost, srečo vam želimo, pozabimo jezo in prepir. Na zdravje skupaj kapljico izpijmo, kraj veselo dokler ni nikjer. Navada naša kogovska je taka, škleti najdemo vsak dan in noč. Ravno je, da teče kapljica, veselje naj velja. Veselje, radost, srečo vam želimo, skupaj pozabimo na skrbi. Povsod naj sije sonce, kjer živimo, praznik vsak najlepše naj slavi. Povsod naj spremlja vas nedobra volja, dokler spet ne srečamo se vsi. Naj posod bo sonce, naj posod žari, veselje naj budi. Naj posod bo sonce, naj posod žari, veselje naj budi. Nonet, ki ga sestavlja 7 domačinov in 2 iz Miklavža pri Ormožu, je znova navdušil. Tokrat z narodno-zabavnimi skladbami bratov Avsenik. Večina skladb je za Nonet priredil Aleš Ljubi, ki je strokovni vodja skupine, 2 pa so za svoj nastop priredili kogovski dečki sami. Tako so okrog 400 obiskovalcev, ki so do zadnjega kotička napolnili telovadnico, uvodoma razveselili skladbo Veselje, radost, srečo vam želimo. Sledilo pa je še nekaj najlepših Avsenikovih. Na nebu zvezde žare, gozdovi v mesečini, Jadraj z menoj, super avtomat, ostanimo prijatelji, lepo je biti muzikant, ki so jo fantje zapeli a capella in mnoge druge. Slišali pa smo tudi Miheličevo Veseli Ribničan. Za konec pa so vsi zbrani v telovadnici s kogovskimi dečki zapeli še Slakovo v dolini Tihi. Skupina deluje 6 let. Uroš, kako dolgo si že zraven? Od samega začetka, se pravi, skoraj težko reči, ampak mislim, da 6 let. Resnih. No, povej, kaj vas je mlade Kogovčane takrat navdušilo, da ste se torej odločili napraviti eno tako pevsko skupino? Najverjetneje je bilo na začetku najbolj radovednost, ker smo se dobili na enem rojstnem dnevu, smo za hec probali skupaj zapeti, pol pa je imel
Drago Lukman idejo, ki bi probali skupaj, pa je tako nastalo to, kaj je danes. No, verjetno v 6 letih ste kar veliko pesmi zapeli, ne? Ja, odvisno od priložnosti smo tudi delali druge pesmi, odvisno za priložnost, no, kjer je bila, tako se je kar pesmi nabralo. Ja. No in kako potekajo vaše vaje? Recimo nekdo da idejo, kako potem od zamisli naprej vse skupaj poteka? Najprej da nekdo idejo za vaje, da se zmenimo za termin, če imamo srečo, pridemo vsi, pa na vajah spontano, pravim, zmenimo se, kjera nam leži, jo izberemo, pa jo pač naredimo. No, danes torej se je dalo slišati, da ste kar dobro opeti in dobro natrenirani. To pomeni, da kar vadite veliko, ne? Ja, pravim, koliko nam čas dopušča, sigurno pa pred koncertom so bolj intenzivne vaje. No, letos ste se odločili torej za Avsenikove v večini, ne? Je to slučajno ali ste se skupaj tako opredelili? Vse glede na to, da je lani bilo bolj dalmatinske vode, smo rekli letos mogoče bi kaj bolj domačega in zgleda je bilo okej. Ste si že rekli, kaj bi bilo prihodnje leto za en takšen koncert? Ne. Ne. Ideja bo še prišla sama od sebe, ne? No, kje pa sicer nastopate? Na vseh priložnostih, ali so to rojstni dnevi, večinoma poroke, vseh priložnosti v bistvu. No. Slovesnosti najbrž, ne? Tako, tudi. In kakšne imate načrte? Najverjetneje bomo se počasi začeli pogovarjati ali o božičnem koncertu ali o naslednjem koncertu. Čaka nas ene par manjših nastopov še, kot smo omenili prej, na manjših priložnostih, tako da gremo s časom naprej. No, zaenkrat vas je 9, ne, v skupini. Imate željo še kakšnega pevca ali se vam zdi, da je to limit? Seveda je dobrodošel vedno kakšen novi član, ampak nam zaenkrat ne manjka nič. Trenutno v skupini sodelujejo Jure Lukman, Janez Lukman, Uroš Hlebec, Jakob Lukman, Matevž Volaj, Aleš Lukman, Luka Štampar, Luka Lah in Peter Pukšič. Skupino vodi Aleš Ljubi iz Križevcev pri Ljutomeru. Gospod Aleš Ljubi, vi ste od vsega začetka, ne, s Kogovskimi dečki. Kako je to vse skupaj se začelo? Ja, to se je začelo tako, me je, mislim, če se prav spotim, mislim, da me je gospod Drago Lukman me pozval, je rekel, jaz moram tu por Čehov, pa bi raje peli, ne, mu je zelo volil, pa jaz ne bi več rad, mislim, jaz sem malo to tako, je rekel, prestore, ne. Mi ćemo imeti enega pač z novo energijo neko, ne. Te pa sem prišel na vaja, ne, pa sem videl, kaj je bilo resen, tu so tako povezani dečki bili med seboj, pa sem rekel, te pa bom vzel, ne, ker se mi všeč, so mi bili, najprvo, ko so dobri kolegi, ne. Pa mladi so bili, ne, pa luštne, te pa sem rekel, te pa, ko bom še jaz malo bolj lušten, te pa jaz tudi poleg, ne. No, ampak vseeno je verjetno bilo potrebnega kar nekaj dela, ne, kar se tiče strokovnega vodstva skupine. Ja, seveda, no, jaz smo tudi ogromno teh skupin in pač, ko sem imel cajt, smo te vodili, pa najbolj seveda zadnji mesec pred koncertom, ne, te smo vsak dan skoraj tu bili, ne, pa. No, nocojšnji večer ste posvetili Avsenikovi glasbi, kot smo videli, veliko komadov ste vi priredili, tudi dečki sami, ne, je bilo par komadov. Kako je pravzaprav prišlo do tega? Ja, vsako leto ćemo imeti nekaj novega, ne. Jaz se pričujem, ko Prleško gučin, jaz bo pač Prleško gučo, ko sem še v elementi zdaj. Vsako leto je nekaj, ćemo imeti neko novo tematiko in tega smo študirali, kaj bi te naredili letos, ne, pa dajmo Avsenike, ne. Te pa malo usko tu, ne. Pa dobro, te smo še malo razširili, smo rekli narodno-zabavni večer ne bo, pa smo še zraven dali kakšno Miheličevo, ne, pa Slakovo, pa od Igor Zlatih zvokov, tako da. To je to, meni pa Avsenikova muzika, jaz sem z njo gor zrasel, jaz sem v bistvu to muziko začel in zato sem pač, smo naredili v tem stili, no. Ker sem tu najbolj doma, no. No, tudi spremljevalni ansambel, je to vaš ansambel, glede na to, da so bili originalni skoraj, ne? Ne, to moji kolegi so že od nekdaj špilamo včasih skupaj.
Boštjan Trobentar je zdaj pri Igorju Zlatih zvokih, Rudi je klarnetist je pri Zupanih, basist je pri Prleškem kvintete, kitarist pa trenutno nima ansambla, no. Tako da to je to, no. Kogovske dečke je tako spremljal priložnostni kvintet prijateljev Aleša Ljubija, kot gostje pa so nastopile pevke, dijakinje gimnazije Ormož in folklorna skupina kulturnega društva Kog. Zbrane na koncertu so pozdravili župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, predsednik kulturnega društva Kog Drago Lukman in predsednik krajevne skupnosti Kog Slavko Bedeković. Hvala vam, dečki. Med obiskovalci pa smo videli tudi podžupanjo Irmo Murat, poslanko Mojco Žnidarič in poslanca Aljaža Kovačiča, ter seveda mnoge od blizu in daleč. Tudi takšni koncerti so seveda priložnost za druženje. Ja, to je tudi zelo pomembno, ne? Takšno druženje, takšne prireditve nas nekako vidim, da nas povezujejo, dajo neko dodatno energijo. Tako pa smo danes doživeli en lep večer z kogovskimi dečki, to pa res pohvale vredno, kar bom rekel, ljudje pripravljeni vlagati svojo energijo v nekaj takega in polepšati dneve tistim vsem, ki pridajo. Jaz moram res pohvaliti to zadevo in se res zahvaliti za današnji večer. No, povedano je bilo, da vzpodbuda vedno dobro dene, to za vas tudi. Je to za vas tudi pomembno? Seveda je, mislim, da vsakdo rad sliši kakšno pohvalo, vsakdo rad sliši zahvalo, vsakdo rad sliši potrditev, da nekaj dobro dela in verjamem, da ti to daje neke nove energije. Zdaj nekateri so temu bolj naklonjeni, drugi manj. No, za vas vemo, da ste intelektualec, športnik, politik, ne? Ste bili kdaj tudi pevec? Pevec, ne, sem pel v pevskem zboru osnovne šole, tudi nekaj smo se amatersko družili kot društvo, športno društvo in pa nekaj malo nastopali na prireditev osnovne šole, ampak tako bom rekel, bolj za dobro voljo, ko so kakšne zabave, se tudi kaj dobrega da zapeti, ampak bolj, bo rekel, volontersko, amatersko. Fino, lep večer še naprej. Ja, tudi vam. Vokalna skupina Kogovski dečki deluje znotraj turistično-kulturnega društva Kog, ki je glavni organizator prireditev v okviru poletja na Kogu. Društvo šteje več zelo dejavnih sekcij. Ja, naše društvo šteje kar veliko članov, torej glede na to, da smo mali kraj, je članov preko 100, med drugimi deluje torej Kogovski dečki in pa Kogovske gospodinje oziroma naše žene, tako. No, kot je povedal Aleš Ljubi, ste na nek način vi tisti, ki ste idejni oče kogovskih dečkov. Ja, res je na nek način. Želja je bila že dosti prej, ampak otroci so rasli, ni bilo take neke iskrice, da bi se zanetila. Ob eni priložnosti je to bilo in to je bil bratov Abraham in smo takrat se malo pogovorili z našimi otroci in pa od ostalih še in je stvar ratala. 3 sinovi pojejo vaši zraven, ne? Ne, od brata. Moji so na začetku tudi peli, tako da so bili 6 Lukmanov je bilo na začetku. Ne. Zdaj pa je pač malo drugače, malo manj jih je zdaj, ampak eden še pa vedno poje. Se zdi, moja ljubca všeč vam ni, ker me vedno karate, grem pa rajš drugam. Na Roble bom odšel, bom ljubco s sabo vzel, tam, kjer sem bil mlad pastir, živel bom z ljubco gorskimi, tam gori bom ostal, kot kravce pasti gnal, na Robleku z ljubico. Sreče bom kot malo kdo. Ija, ija, ija,
gorski mir. Tam gori bom ostal, bom kravce pasti gnal. Na Robleku z ljubico, tam bočka srečemo kot malo kdo. V nadaljevanju pa še nekaj novičk iz sveta športa. Dobrih 14 dni je ostalo do pričetka sezone v prvi A NLB ligi, kjer bodo 17. sezono zapored nastopali rokometaši Jeruzalema. Obiskali smo jih na eni izmed 6 pripravljalnih tekem na novo sezono. Nasprotnik je bila ekipa Bjelovara, ki se vrača v elitni razred hrvaškega rokometa. Slovenski prvoligaš je hrvaškega prvoligaša ugnal brez večjih težav in z izidom 34-22, polčas 20-14. Zaradi poškodb nista nastopila Jure Kocbek in David Bogadi. V prvem delu sezone pa ekipi zaradi okrevanja po poškodbi ne bosta pomagala Tilen Kosi in Uroš Horvat. Z 10 goli je na tekmi blestel Dominik Ozmec, med 11-10, ki se je pridružil ekipi po nekaj mesečni odsotnosti zaradi poškodbe ramena. V drugem polčasu je uspel izjemen podvig novincu v ekipi Klemnu Nunčiču, kateri je v golu Jeruzalema v samem enem polčasu zbral kar 14 obramb in bil eden glavnih mož, zakaj so Ormožani popolnoma razorožili nasprotnika. Za ekipo Jeruzalema je to bila tretja pripravljalna tekma. Prvo proti Vidovcu so dobili, drugo proti Čakovcu presretljivo izgubili. Do pričetka sezone četo trenerja Saše Prapotnika čakajo še 3 tekme. Čez vikend vinarji gostujejo na turnirju v Varaždinu, kjer bodo odigrali 2 tekmi oziroma generalki pred pričetkom sezone. Pripravljalna tekma številka 3 proti Bjelovaru, pa najprej ocena te tekme. Na koncu mogoče celo nepričakovana, kar precej visoka zmaga. Ja, res je, pošteno povedano, smo malo več pričakovali od Bjelovarja, ampak to nič ne omalovažuje naše res dobre predstave. Jaz mislim, da z lahkoto najboljše od teh 3 pripravljalnih tekem. Jaz mislim, da je to eno lepo vodilo za naprej in res smo dobro delali cele priprave, tako da je zdaj počas prihaja vse na svoje in jaz upam, da bomo čim bolj podobno temu nadaljevali. S prvimi 2 tekmama Vidove Čakovec najbrž ne moramo biti preveč zadovoljni. Ne, res ne, sploh v Čakovcu je bila fejs slaba. Tam v Vidovcu je bila prva, pa še imaš neke alibije, v Čakovcu bi pa že to moglo malo bolj izgledati, pa je bilo glih obratno. Sicer smo prvi polčas nekako začeli povedali, mislim, da za 6-7 golov, ampak imeli katastrofalen zaključek prvega in začetek drugega polčasa, kjer so nas domačini prehiteli, tekma je bila pol gol za gol, ampak dejansko rezultat ni pomembno, odigrali smo zelo slabo tekmo tam in to se nam ne sme ponavljati. Pričakovanja kot kapetana pred sezono, vseeno gre za izkušeno ekipo, tudi kvalitetno, pa če še dodamo letos tisto piko na i, trdnjavo, Hardek. Ja, jaz mislim, da je to kar največja okrepitev naša, dobili smo novega golmana, dobili smo desno krilo še eno, tako da neko širino imamo, po novem letu se nam priključi še Tilen, Ozmec je nazaj, Jurič je v res dobri formi, vsi smo pridno delali, tako da jaz mislim, da lahko z optimizmom pričakujemo začetek nove sezone, pred nami je še dosti dela in jaz mislim, da bodo vse ekipe letos zelo dobre, tako da daleč tega, da bo lahko, ampak jaz mislim, da lahko pričakujemo eno kar uspešno sezono. Zagotovo lahko rečemo, da bo to ena zanimivejših sezon v zadnjem desetletju. Ja, res je, sicer smo že zadnje 2 sezone, 3 govorili, da je liga izenačena, ampak zdaj pa res se pa začele vse ekipe nekako face kakovostno okrepljevati in jaz mislim, da bo, tako si rekel, ena boljših sezon zadnjih 10 let. Kot kapetan, kako ocenjuješ, koga bi lahko v Ormožu znova vrgli v rokometno orbito iz domačega inkubatorja?
Ko pa vem, jaz mislim, da vsi zelo pridno delajo. Res je, da je še pred njimi dosti dela, jaz upam, da bodo dobili svojo šanso. Zdaj, ko gremo na Hardek, bodo imeli tudi več mladinskih treningov, kar se bo sigurno poznal. Tako sem rekel, vsi so pridni, kdo bo pa izskočil, bo pa pokazal čas. 3 pripravljalne tekme so za nami, ocena tega pripravljalnega obdobja. Pa, najprej moram pohvaliti dečke za pristop na treningih. Res so pridni, res delajo vrhunsko. Kaj se tiče tekem, tiste prve 2 sta bile malo bolj po sistemu toplo-hladno, oziroma delali smo tudi hokejske menjave na 15 minut, tako da tudi to podere en ritem tekme. Današnja je že bila malo boljša, škoda še, da nista zaigrala zaradi manjših poškodb Kocbek in pa Bogade, ampak mislim, da smo na dobre poti, da naredimo eno všečno igro, borbeno v obrambe, hitri prehode in pa strpno v napadu. Začetek sezone bo kaj kmalu, kakšne so pričakovanja pred sezono? Ja, pričakovanja pred sezono so, se pravi, da ne je bilo poškodb. Če ne bo poškodb, jaz mislim, da je tista sredina lestvice lahko naša in k temu bomo težili. Zagotovo, kot je tudi kapetan povedal, ena največjih ukrepitev v letošnji sezoni, trdnjava Hardek. Jaz sigurno komaj čakam, da pridemo domov, ne da bi kajkoli bilo tu pri Veliki Nedlji narobe, so nam res šli na roko, bi se jim zahvalil tudi javno, ampak doma je le doma, tako da vsi komaj čakamo, da se vrnemo na Hardek. Torej vseeno vsi skupaj upamo na zelo uspešno sezono. Ja, se pravim, te športne sreče zdaj, se pravi pri poškodbah, 2 sezoni nismo imeli, 3. pa jaz upam, da bo srečna in da zvozimo to brez poškodb, pa z polnim Hardekom. Cilj Ormožanov v novi sezoni je en sam: obstanek v ligi. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 8 v Ormožu. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi vsak dan med 8 in 16 uro ali po dogovoru na telefonski številki 041 317 339. Sanjaš o dih jemajočem kraju, preko slovenskih in ljutomersko-ormoških goric, s stoterimi vinskimi griči do skrivnostne reke Drave prideš na kraj, ki odseva nebesa. Jeruzalem. Novi Ford Mondeo Hybrid. Sem Tim Gajser, sem član AMZS, kaj pa vi? Ker si car, naj ti bo za varnost mar. Izbira je tvoja, se vidimo na Vranskem. AMZS, pravi prijatelj.
Toliko za danes. Da je pred nami prvi šolski dan, pomeni, da poletje gre k koncu. Verjetno bo ostalo kar nekaj prijetnih spominov, ki nas bodo greli v hladnih jesenskih dneh. Pa tudi dogodkov verjetno ne bo zmanjkalo. Gotovo bomo zabeležili prvi šolski dan in vse, kar spada zraven, tako da se nam le pridružite tudi prihodnji teden. Srečno do takrat!